Lepo pozdravljeni vsi skupaj na ta lep vroč poletni dan. Danes se mi je zdel primeren trenutek, da si pogledamo, kaj skriva tale skicirka, ki mi jo je kupila Jana Urbas, Made in Italy, na mostu Ponte Vecchio v Firencah. Ena taka majhna trgovina, ki imajo skicirke noter, vse so tak dizajn, različnih velikosti, različen papir. Cena je pač tudi dosti razumna, jaz sem jih zdaj gledal, pač raziskoval po internetu, pa nisem več dobil te skicirke, oziroma mislim, da je bila online vsaj enkrat dražja. To je prvič, da imam ta tip skicirke, mi je zelo všeč, fajn je, ke je taka priročna, ne, pa te platnice zlepa pač ne uničiš, ne. Zelo kvalitetna, ne, robovi so tukaj pač zaščiteni, papir, ke tale skicirka, tako ke z večino svojih teh stvari, ke jih pač uporabljam, ne skrbim glih kaj preveč, ne, dam noter v torbo in pač jo imam s sabo, no. Fajn pri tej skicirki je to, da gre v žep, je žepna. Tako malo ji delam pač reklamo, ker sem pač res bil zelo navdušen in zadovoljen z njo. No, kakor sem rekel, je taka bolj poletna scena za te poletne dni. Tako da pač bomo kar začeli, ne, ke je pač kar obsežna. Ampak je pa taka bolj pač igriva, sproščena. No, bomo videli, no, kaj je vse noter, kje se začne, to je verjetno konec. Takole izgleda, no, to se bomo še videli. Pa kar sem takoj začel, ne, na tem pogled iz mosta Ponte Vecchio, Firence. Zdaj, koliko uspešno, neuspešno, to pač moramo vedeti, da je bilo 40 stopinj visoka vlaga in sem bil tam kot ta največji turist in pač Jana je čakala, da se pač gremo naprej, ampak sem takole vseeno stisnil 2 krokija, bi lahko temu rekel, ne. Tule odzadaj je tak ful čudovit park, si ga še nisem ogledal. Pa smo, ne vem, kako se že temu trgu reče v Firencah. Tule je kip Davida, se mi zdi. Kopija. Ke je zelo zanimiv in slikovit trg. Tudi nagužvan do konca. Dobiš pa dobre sendviče tam. In to pač sem pol, tam sva v bistvu malo bolj počivala, ke je Jana je bila noseča takrat. Sem v glavnem pač bila tam nekje v senci, da sem pač ta trenutek izkoristil, da sem naredil par skic tega trga. No, kakor pač seveda si to skicirko res končno vzel tako kot pač skicirko, ne, tako da bojo večinoma res bolj skice kot pa dodelane študije. Tole sem pač poskušal, ja, nisem imel radirke, pa pri barvici tudi ne moreš kaj dosti pač popravljati. To je tudi 2 rokoborca, ne vem, kateri kip je to. To pa David, BBB. Pa Pisa, nisem se mogel upreti, tam smo bili cel dan, pa smo izležavali, pol sem pač, ja, no, ta taver mogel narediti, čim pač mogel sem ga, ne. To sva potem je pa Marina de Pisa, tule sva prespala. Zjutraj so naju varnostniki spodili. In pol sem te, tako imajo take ribiške postojanke, tule gor, pač visijo mreže, pa jih dajo tako noter. To je bilo navsezgodaj zjutraj ob 5, ne vem kdaj, zelo prijetno. Mislim,
prijetna atmosfera, vlaga, pač vse skupaj. Tukaj je prišel prehaja na tisoče, na stotine ribičev, to je bilo kar neverjetno, s šovni in z vsem in ta pomol tam, kaj je, marina, ne, so bili res eden zraven drugega, to je bilo celo noč, neverjetno. To pač ja, Marina de Pisa, čudovita vasica ribiška s čudovitim parkom. No, vse skupaj je bilo res super fajn. To je jutranji detajl pred avtom. Če sem ga mogel skicirati, me je pritegnil. Ampak je pa že kar vroče, ne. To smo pa že na morju, pač nek naključen pogled na neko naključno gospo, stoji v vodi. Ta verjetno ista gospa, z Jano sva jih poimenovala Sandwich People. Niso se nič kaj dosti premikali, pa večinoma časa so jedli sendviče. Pa verjetno še vedno ta ista gospa, res hvaležen model. She doesn't know anything about it. Ker všeč so mi tele študije. To pa Jana izležava na plaži in bere knjigo. Tako verjetno mislim, da jih bo še kar ene par poskusov. Pogled iz teh skal, tako so, mislim, res je fajn, tako imaš take bazene velike in pač vsak je različno globok, pa greš lahko pač po teh skalah, ali si pa pač tukaj na obrežju pod dežniki. Tukaj odzadaj je nek bife, ki imajo najboljše mafine pa najboljšo kavo. Zjutraj je bilo obvezno, mislim, da so skoraj vse rogljičke pa žepke ima pojedla, pa tako dvojni ekspreso dvakrat, pa take. No, tako smo Jani naštimali senco. Bilo kar zahteven podvig, mislim, da se bo obupal, da so se mučila vsaj 2 ure in da sva bila tako kar spektakel za vse tule na plaži. In pol ti morski motivi. Še taka študija s pasivno linijo, ne, ni čistno. Si mislim, da bo naslednja pa bo, ne. Ne, spet študija na Breže in te vasice. Jaz takrat ne vem, no, pač risal sem res, to je bil cel trip. Sem bil brez skicirka, ali ne vem, kva je že bilo, ne, zapfilal sem jo. Ali se mi ni dal, ne vem, res, tukaj sem imel še ta veliko skicirko s sabo, plus ene lesene dile, ne, tako da to niso vse te risbe, ki so nastale. Na tem izletu obstajajo še iz Ravene, kar orenk izdelane risbe barvne na lesenem grundu. No, to skicirko sem pa pač kupil zaradi tega, da lahko pač delam malo hitrejše skice, ker vedno nimaš časa pač par ur delati na eni risbi. No, in ta zadnji dan očitno sem se malo sprostil, naj bi bil to predzadnji dan, se mi je malo odprl in sem res cel dan tako kar veliko skiciral. To je ena izmed 3 hčerk, Bog je bil oče. Res so bile zahtevne, no tukaj jaz, ne vem, takole sem imel kader postavljati, da sem imel pač čas narisati, ne. No, in to še takole z druge strani. Ali je pa to Jana. Ja, no, pa še malo barvna tonska zabeležba. Mislim, da me je Jana prisilila, da sem naslikal to gospo
si jo lahko privoščite tako po moje 2-3 ure na tej skali. No, pa že v bistvu sončen zahod. Tega sem že pozabil, sem pa že kar nekaj sončnih zahodov skiciral. Pa mogo bi jih več, res je fajn. No, tukaj se je temnil, ne, tako je pa tako, ko si nomad in nimaš nobenega bivališča in pač čakaš, da se zvečeri in potem greš pač po možnosti še pač tukaj zaspiš. Nekdo bere knjigo v sončnem zahodu. No, tukaj je pa v bistvu se že zašlo, to je pa že v mrak. No, to pa Jana, ki spi na tej isti plaži, ne, na Obrežju. Kar izgleda kar zadovoljna. Jaz sem, ne vem, kaj je bil neki nespečen, ali sem pač risal sem, študije zanimive, se mi zdela svetloba, bilo pa težko, ker pač ja, nisem nič kaj dosti videl, ne. Ti ne, s katero barvo delam, pa take. Tako da sva preživela, tukaj zjutraj prišlo spet ogromen ribičev, ampak noben nama ni nič kaj rekel. Čeprav je tukaj kar pač drago za pač neki najet apartma, pa kaj tacga. No, to je pa pol, ja, naslednji dan, še dopoldne, pa sva se pa pobrala. Ne vem, ali sem sploh šel v vodo, ali sem samo risal. To sem potem izvezel na kapi. Jana. Z brisačo pokrita, ki je prišla iz vode. Ne, to sem to, ne, kombiniral sem pač, ne, tole sem, ja, to sem na kapi izvezel. Nimam nekjer blizu. Bili neki sosedi na skalah. To sta bila kar zabavna. No, to je pa pol že kasneje, to isto poletje na Kuklinem vrtu, to študijo sem kar dolgo časa delal. Toliko o tem, ne, da si nam časa imel, ampak pač malo me je zaneslo. Sem kar zadovoljen s to risbo, živo. Boljše je na papirju, kot tulele, ampak okej. Ja, v bistvu ne vem, na kateri napravi boste gledali, če boste gledali to na monitorju, bojo dosti povečane. To pa portret Katarine, ne, čeprav ona to ne bo priznala, to nikoli ni ona. Na njenem vrtu. Mislim, ni njen. Kjer stanuje še vedno. Tranča ali nekaj tacga. Aha, Podnanos, to je bil en izlet v Podnanos, kaj je par risb. Ne vem, če mi je, ne, že vem. To je Šišenski hrib, pogled dol na Šiško. To je po žledu, sem ta prizor enkrat videl in pol sem rabil skoraj 1 leto ali pol leta, da sem prišel nazaj. Se mi je zdel zelo obetaven in zanimiv, da bom pač to narisal. Ampak pa že čisto drugačen. Ne vem, pač šel sem odločen, da bom pač tukaj poskusil srečo. To so pač take risbe. Ne vem, da sem bil kar slabe volje, no. Zdaj so risbe za kaj, ne, ali ne. Pač trudil sem se, to je en detajl iz tal. Sem se malo pomeril vmes. To še zmeraj isto, poskušaval sem in poskušal.
različnih iskal kadre, tonske, ne vem, karkoli, da bi to nekako zaživelo vse skupaj. Tale mogoče še kar uspešno. Wooded landscape. Ne, wooded landscape. Wooded. Kaj je že to? Pojma nimam. Sta te dve skoraj identične. Le kaj sem šel spreminjati? Najdi razliko. To sem, ja, više šel od hriba, malo več pogleda sem zajel. Šišenski hrib. Sprehajalec. No, ta papir je tudi kar v redu, ne, tako to hočem reči zaradi tega usnja, ne, koliko so v bistvu ohranjene risbe in pač robovi. To je še ta isto poletje, ta šišenski hrib. Abstrakcija ven ratala. Abstrahirana narava. Izlet na veliko planino. Krave. Eno sem dobro narisal. Tukajle. Ta tudi ni slaba. Tukaj je še ena. Nobenega pastirja nikjer. Sem si Nike'ice uničil. Aha, okej. Ja, mogel sem ta prizor, kar trajalo, ne čakala. To je pa domišljijska risba. Jaz sva z Romano sedela ob Ljubljanci in sem narisal Skylake, to je serija procesorjev od Intela. Sem pač probal si vizualizirati, ne, pač ta Skylake. To je pa Romana, podzadnji grad ljubljanski. Isti dan, pol glave od Romane, vrhnji del in most. Ne, in vrat, ki nas je peljala to sem v avto narisal, šli smo v Portorož. Pol s Portoroža en sončni zahod. Na kavi. Še ena študija iz bifeja, Casino. Se vidi od zadaj, prepozna. Taka zelo poletna skicirka. No, to pa že pol jesen, pa ni več toliko barv. To je tudi sedel en mrzel dan. Mislim, da se župa reče. Prizor iz mesta Ljubljane. To pa je zdaj ta izlet v Podnanosu. Jana pozira ob drevesu. To je kar zabavna risba. Mi je všeč, kljub vsej svoji okostenelosti. Bik
v gozdu. Ki me gleda naravnost v oči, bil je velik in črn. No, ta dva mi pa nista porajtala, to je pa naravnost odzadaj. Naravnost, obris, stik neba in zemlje. Meja med nebom in zemljo. Pa še ena skica iz nanosa. To bi mogli biti pa z vrha, ne. Kar visok. Aha, to smo šli na nanos, pol smo se zapeljali. Tukaj se Jana nastavlja poznim jesenskim sončnim žarkom. Da sem imel več časa za risbo. To je ena študija. Vipavske doline v oblakih. Pa so prav v bistvu bolj meglice. Supara. Ta risba, tudi kar razgibana. Nekje pa že nastali deli z te planote, na tej planoti. Ja, res je, pač huda je ta planota za iti slikat. Škoda, impresionisti niso takrat zahajali na nanos, po moje bi veliko dobrih del nastalo. Pogled iz gozda na podnanos. Če ni to že planinsko polje. Pavunca, nek zimski sprehod, ne. Seveda ni več listja na drevju, mrzlo je bilo. To so izmed onih risb, ki so nastajale na Zero Degrees z rokavicami. Ne vem, kaj sem hotel tule. Ampak nič kaj dosti važno, ne. Zahtevni prizori, ne. Mislim, da je to reka Rak, nek ovink. Ni mi ratalo prostora vzpostaviti. Me je kar ob živce spravilo, izgleda. No, to so pa pol v navigatorju, na čaju in kavi po tem zimskem sprehodu. Še kar smo obdržali kučmo na glavi, pa bunde gor. Mraz, prezebli do kosti. Ja, 2 portreta sta nastala. Da, varno zavetje doma. Dnevna soba. To tudi kar dostikrat narišem interier, če so kakšne zanimive igre, svetlob. Žarenja. Še isti dan. Malo širši pogled. Že kar utrujen, ne, samo od tega Sava pa Bežigrad. No, to je pa Mojca, obisk pri Mojci. Pa še enkrat Mojca, mojih najljubših modelov. Pa je že kar bila narisana zelo velikokrat. Let's zoom in, ne, ful mi je fajn gledati te risbe pol na blizu rešitve. Ja, no, psa bi že zelo noseča, ne.
ampak je vseeno zbrala moči za eno risbo, ni mi šlo. 2 risbe. Tukaj sem kar obupal, še ena. Nisem navajen nosečnice risati. Bomo šli kar naprej. Da je to že potem naslednje poletje, ali kaj. Ali je bilo, pa zgleda. Ja, no, saj sem že omenil, da sem imel pač veliko pa malo skicirkov v tem obdobju, ne, tako da očitno sem to pač obredil takih bolj popotniških, tak popotniške namene, 1-2 barvice s sabo, pa pač to skicirko v žepu, ne pa cel arzenal barvic in flomastrov, šilčkov in vsega. Ja, to je nočna risba Malega Lošinja, no. To pa dnevna iz zaliva, kjer smo se kopali. Kar čudovita arhitektura, ne, pa vse skupaj. Zanimivo je, kako okolje kaj drugega ven potegne, ne. Tukaj je zdaj par čudovitih risb. No, to je ta zaliv s klopco. Na hotel. Pa na kavi v mestu. Aha. Jana leži. Tukaj. Dekle spi. No, pa smo začeli na morju in končali na morju, ne. Jana in Lucija na obali. Smo bili vsi trije. Tokrat nismo spali na plaži, ampak smo najeli apartma. In pa ta z ogljem risba. Sem bil kar navdušen. Sončni zahod. Kar lepo žari. Čudovita risba. No, s tem sem tudi zaključil z mostom v Ponte Vecchio v Firencah, kjer smo kupili tole skicirko, končali na sončnim zahodom. Na Cresu. No, saj mogoče bi bilo to bolj za zimske večere, da se obuja spomine na toplejše čase, ne, ker zdajle nam gre pa že pač malo pošteno na živce. Nekaj sem hotel še omeniti pri tej skicirki. No, obstajajo še druge skicirke. Nekaj sem tudi že posnel, nisem še niti objavil, tako da ne bojo kronološko, verjetno bom to prej kot drugo ali kakorkoli. Mogoče bi mogel še omeniti, kdaj so te risbe nastajale. To je 2015-2016, ne, se pravi od avgusta do avgusta, nekje septembra 2015-16.
Nič, lep pozdrav, do naslednjič. Lahko tudi kaj komentirate, če vam je kakšna risba bila posebej všeč. Pa tako. Jaz se moram reči, na koncu je dobro išla, par risb mi je res všeč. Tega smo pa vmes malo spustili, ali kaj. Ta kroki.